Berilo je iz pisma apostola Janeza. Preljubi, vemo, da smo iz smrti prešli v življenje, ker ljubimo brate. Kdor ne ljubi, ostane v smrti. Vsak, kdor brata sovraži, je ubijalec in veste, da noben ubijalec nima v sebi večnega življenja. Na tem smo spoznali ljubezen, da je on dal življenje za nas. Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate. Kdor ima premoženje sveta in vidi brata v pomanjkanju, pa svoje srce pred njim zapre, kako more biti v njem Božja ljubezen? Otroci moji, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici. Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Aleluja, jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce, govori Gospod. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus govoril: jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži. In volk jih pograbi in razkropi, ker ni najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva, tudi tiste moram pripeljati. Poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. God svetega Karla Boromejskega, evangelij, ki smo ga danes poslušali, je Jezusova primera dobrega pastirja, besede, ki v polnosti veljajo tudi za Karla Boromejskega, posebej v času, ko je v Milanu razsajala kuga, so mu mnogi svetovali, da bi zapustil Milan zaradi svoje varnosti, pa je odgovoril s temi besedami, ki jih danes izreče Jezus v evangeliju. Dobri pastir da svoje življenje za svoje ovce. In to je sveti Karel Boromejski tudi storil, ko je ostal v Milanu, ko je obiskoval bolne, ko je skrbel zanje, tako da so mu rekli tudi angel okuženih.
Papež Benedikt XVI je o njem zapisal, da je bil to neutruden učitelj in voditelj svojih bratov. Razumela ga je goreča ljubezen do Kristusa in njegov zgled lahko uporabijo tako mladi pri vsakodnevnih odločitvah, kot tudi tisti, ki trpijo, da bi svoje trpljenje darovali Kristusu za cerkev. Škof Karel Boromejski je živel v 16. stoletju, pri zelo mladih letih, pri 20 se je odločil, je imel odlično izobrazbo, so mu napovedovali tudi bogato kariero, pa se je odločil, da bo postal duhovnik, predvsem po zgledu nekaterih svojih sodobnikov, kot sta bila Ignacij Lojolski in Filip Neri. Še zelo mlad, pri komaj 25 letih, pravzaprav takoj po duhovniškem posvečenju, je prejel tudi škofovsko posvečenje. Za geslo si je izbral besedo humilitas, ponižnost, in ta ga je spremljala v njegovem življenju, ne samo spremljala, tudi vodila. Izbral si jo je za vodilo, saj se je odrekel samemu sebi, odrekel mogočnim službam, odrekel tudi premoženju, da bi ga lahko dal ubogim, in tako postal služabnik drugih. Popolnoma se je predal skrbi za svojo škofijo, obiskoval ljudi zato, da bi jih spoznal, kot pravi današnji evangelij, dobri pastir pozna svoje ovce. To je uresničil tudi sveti Karel, ustanavljal je semenišča, gradil bolnišnice, svoje imetje porabljal za revne, spodbujal prenovo cerkve v skladu s Tridentinskim koncilom in vedno ostal zelo blizu prebivalcem v svoji škofiji. Še posebej se je to pokazalo leta 1576, ko je tam izbruhnila kuga in je, kot že rečeno, ostal v mestu, organiziral pomoč, tolažil bolne, in ljudje so ga zaradi te njegove velikodušne predanosti trpečim, ki je izvirala iz srca, ki je izvirala iz njegove iskrene ljubezni do ljudi, so ga začeli klicati angel okuženih. Močno pa so ga zaznamovale tudi molitev, saj je bil prepričan, da največ duš lahko osvoji prav kleče med molitvijo. V enem od svojih nagovorov duhovnikom je dejal, da naj bodo zgled predvsem v tem, da bodo najprej živeli to, kar oznanjajo, in da bodo v molitvi res tesno povezani s Kristusom. On je zares živel to, kar je tudi oznanjal z vso ljubeznijo, in tako postal dobri pastir, kot ga imenuje današnji evangelij. Pa naj bo tudi nam vzpodbuda, da bi se vsak od nas trudil, da bi zares živel besede, katerim verujemo, da bi živel v vsej polnosti svoje krščanstvo in da bi tudi v nas živelo nekaj tega duha, ki ga je živel sveti Karel Boromejski, ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega.